Danes v novicah med drugim. Dogajanje v novomeškem mestnem jedru pod vprašajem. Priprave na začetek novega šolskega leta. Novomeščanka v finalu za Miss Earth Slovenije. Lepo pozdravljeni. Nocoj ob 8. bodo v Dolenjskem muzeju v Novem mestu odprli razstavo ob 100-letnici novomeške pomladi. 26. septembra pa je načrtovan vrhunec tematskega leta, a je njegova izvedba pod vprašajem, saj kot pojasnjuje novomeški župan Gregor Macedoni, nekaj posameznikov v zadnjem času birokratsko ruši vse dogajanje v mestnem jedru. Novomeški mestni svet je ta mesec na 2 dopisnih sejah obravnaval postopke v zvezi s pritožbo 2 občanov, ki se nanaša na organizacijo prireditev v mestnem jedru. Danes pa je na to temo potekala razprava za zainteresirano javnost na Rotovžu. Posamezniki z procedurami upravnega postopka skušajo blokirati prireditve v mestnem jedru. Tudi v tem primeru, ko gre za osrednjo prireditev ob 100-letnici novomeške pomladi, poteka ponovno zelo podobna zgodba. Kot dodaja, nekateri posamezniki izkoriščajo pravna sredstva, ki jim jih omogoča slovenska zakonodaja. Tudi danes se je izkazalo, da ni nobene vsebinske pripombe na samo prireditev. Glavna vsebinska bolečina, zaradi katere se posamezniki pritožujejo, je to, da je glavni trg prireditveni prostor. Zaradi pritožb je upravna inšpekcija že obravnavala postopke odobritve podaljšanja odpiralnih časov. Veliko pritožb pa je tudi tako na občinski upravi kot policijski postaji, še pojasnjuje. Osrednji dogodek ob 100-letnici novomeške pomladi sicer na Kandijskem mostu načrtuje knjižnica Mirana Jarca v sodelovanju z Anton Podbevšek teatrom. Nerazumno mi je, da žal nekateri krajani ne razumejo, da gre za osrednjo prireditev, ki ni koncert, ki ne bo potekala v nočnem času. Govorimo o prireditvi, govorimo o inštalaciji, ki bo trajala 45 minut, in katere bo tako imenovani hrup, le govor in pa neozvočen klavir. Kot dodaja, so se z dotičnimi stanovalci glavnega trga v zvezi s to problematiko dobili že večkrat, a neuspešno. V torek bo na 455 šolah in 319 podružnicah znova stekel osnovnošolski pouk. Zaradi COVID-19 je pristojno ministrstvo skupaj z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje čez poletje pripravilo 4 možne modele. Kot je znano, bo pouk stekel po modelu B, ki predvideva vrnitev vseh šolarjev, a ob upoštevanju priporočil za preprečevanje okužb s koronavirusom. Preverili smo, kako se na novo šolsko leto pripravljajo na osnovni šoli Trebnje. Šolske klopi danes še samevajo, v torek pa jih bodo znova zasedli učenci. V trebanjsko šolo bo stopilo skoraj 900 otrok, še približno 200 v njene 3 podružnice. Veselimo se začetka šolskega leta, radi delamo z učenci, ne maramo delati nadaljavo. Te mesece, ki smo jih preživeli, je bilo čisto dovolj, tako da komaj čakamo, da zopet vzpostavimo stik z učenci, da ponovimo vso osnov za nazaj. Učenci bodo v matični učilnici, da ne bo nepotrebnega mešanja, v skupinskih prostorih pa si bodo morali tisti od 12. leta dalje nadeti masko. Prav mešanje učencev sicer ravnatelja najbolj skrbi, saj se mu ne bo možno izogniti, če bodo želeli nemoteno izvajati vzgojno-izobraževalni proces. Izvajamo izbirne predmete, ker se lahko učenci se morajo med sabo pomešati. Neobvezni izbirne predmete izvajamo za učence prvošolce jutranje varstvo, ker oblikujemo skupine sicer v skladu z normativi, ki jih je določalo resorno ministrstvo. To pomeni, da moramo skupino najprej zapolniti, ne glede na to, iz katerega oddelka pride učenec. Podobno je pri podaljšanem bivanju, tu so še številne različne druge dejavnosti, pravi ravnatelj. Preverili smo, kako bo potekala knjižnična dejavnost. Priporočila so naslednja. Da bodo uporabniki prihajali v knjižnico posamezno, da si bodo ob vstopu razkužili roke, da bodo poskrbeli za varnostno razdaljo.
Ko si bo uporabnik izbral knjigo sam ali s pomočjo knjižnice, si jo bo izposodil in odšel iz knjižnice, torej se ne bo dlje časa zadrževal tukaj. V čitalnici pa bo omejeno število uporabnikov. Sicer pa so se na šoli obrnili tudi na prevoznika s pobudo za povečanje števila avtobusov, če je to možno. Da lahko učence razreči na avtobusih, in drugi razlog je za nas prav tako pomemben, da zmanjša pritisk števila učencev na šolo zjutraj, ko pridejo v šolo in čakajo na pouk, eni zelo, zelo dolgo. Prvič bo šolski prag trebanjske šole prestopilo 159 prvošolčkov, od tega 104 na matični šoli. Tudi zanje bo prvi šolski dan drugačen, saj jih bodo starši lahko pospremili le v športno dvorano in ne v učilnice. Držati se pa bodo morali tudi vseh navodil, ki smo jih že z vabilom za prihod v šolo že poslali. Se pravi, osebna zaščita, distanca posamezne družine, tako kot bomo razmestili stole in potem, da počakajo na otroke v dvorani. Na šolah so priprave na začetek pouka torej v polnem teku. Kako pa bodo lahko na papirju zapisane ukrepe dejansko izvajali, se bo pokazalo v praksi. Začetek novega šolskega leta je torej tik pred vrati, ob koncu poletnih počitnic pa je Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru skupaj z družbo Gen Energija že tretjič pripravila poletni tabor energetike, namenjen dijakom drugih in tretjih letnikov posavskih srednjih šol. 10 dijakov in dijakinj z odprtimi rokami sprejema to priložnost, saj imajo dodatno možnost za pridobivanje tako teoretičnih kot praktičnih izkušenj. Super profesori, pač res sproščen odnos, res se počutiš na nek način doma. Pa res dosti zanimivih stvari se dela, ker ponavadi nimamo priložnosti. Udeležba na taboru je brezplačna, dijaki pa spoznavajo 3D modeliranje in 3D tiskanje, programiranje mikrokrmilnikov v programu Arduino in samo sestavo modelov. To leto namreč imamo sestavo robotske roke, ki nekako simulira dvigovanje in spuščanje gorivnih celic v dejansko samem jedrskem reaktorju, tako da smo nekako navezali tudi na tematiko jedrske energije in izkoriščanje le-te. Študij na Fakulteti za energetiko poteka že več kot desetletje, zanimanje pa iz leta v leto raste, pravi Seme in dodaja, da je zaposljivost njihovih diplomantov več kot 98%. Najbrž bo kateri od današnjih dijakov njihov jutrišnji študent. Na delavnici sicer uporabljajo tako opremo, kot jo imajo v podjetjih. Tako da znanje, ki ga pridobijo, če se bojo še naprej razvijali, so uporabljali. Lahko rečemo, da na letošnjem taboru imamo enega dijaka, ki je praktično naredil sam izmodeliral modele robotske roke in smo mu takoj povedali, da s tem znanjem pa še z malo truda bi lahko že bil zaposlen na trgu trenutno. Dijaki z udeležbo na taboru dobivajo občutek, kakšna bi lahko bila njihova nadaljnja poklicna pot. Ja, predvsem razmišljam o tej smeri, mogoče energetika ali pa mehatronika, ki se dosti povezuje s temi roboti, tako da je letos bila ta delavnica še bolj primerna zame. Kar pomeni, da v tehnični svet vse bolj prodirajo tudi predstavnice nežnejšega spola. V pihalnem orkestru Krka so tudi letos navkljub negotovim okoliščinam zaradi koronavirusa v Romani vasi v Straški občini pripravili že 9. poletne glasbene urice za otroke, ki igrajo različna glasbila. Nabrano znanje so, tako kot vsako leto, predstavili na zaključnem koncertu. Letošnji program uric je bil zaradi znanih razmer precej drugačen. V mesecu juliju smo tako delavnice razdelili v več delov, torej otroke smo razdelili v skupine, v sekcijah in izvajali delavnice posamezno. V mesecu avgustu pa smo otroke postavili ven na prosto, na primerno razdaljo in izvajali delavnice skupaj celoten orkester. Otrok nenavadne razmere niso ovirale, nasprotno, vse skupaj se jim je zdelo še bolj zanimivo. Ne vem, zanimivo je bilo, ko je bilo tako drugače, bilo kot vsa druga leta. Jaz sem članjakša in mi je bilo zelo všeč na teh glasbenih uricah in bi še prišla druga leta, če bi le lahko. Česa novega pa so se mladi nadebudni glasbeniki naučili? Veliko pesmi, pa tudi kako igrati v orkestru pa v skupini. Super, ti? Ja, tudi veliko pesmi, pa tako v orkestru sem se počutila varno. Naučil sem se nekaj novih skladb,
pa sem tretjič. Kateri inštrument igraš ti? Saksofon. Saksofon, zakaj pa saksofon? Pač muska, poslušal sem malo muske, pol pa sem ga hotel igrati. Zaradi priporočil NIJZ-ja je bil letošnji zaključni koncert še bolj poseben, saj je potekal na prostem. Na poletnih glasbenih uricah je v 9 letih glasbeno znanje nabiralo že več kot 300 otrok. Prve urice mislim, da je bilo okoli 15 otrok, potem pa številka rasla, ker smo šli čedalje bolj tudi v javnost z uricami, prej smo bolj znance, naše družinske člane uvajali v svet glasbe, zdaj pa to pač že preraslo v res pravi regijski projekt. Za udeležbo na glasbenih uricah morajo imeti otroci zaključen vsaj 1. razred glasbene šole, da približno berejo note, sicer pa zanje priredijo težavnost skladb. Letošnjih glasbenih uric se je udeležilo nekje okrog 70 otrok, s tem, da vsake delavnice pride številka okrog 50, ker vsi otroci ne morejo, so na morju, so pri babicah, pri dedkih, tako da nekje številka okrog 90 na nastopu, pa je bilo 70 otrok, pa še naši člani, tako da kar velik orkester. Zagotovo pa bo kateri od otrok ravno zaradi poletnih uric v prihodnje tudi uradno postal član pihalnega orkestra Krka. Novomeščanki Karin Volt je uspel veliki met, saj se je uvrstila v finale lepotnega tekmovanja Miss Earth Slovenije 2020. Že čez nekaj tednov bomo izvedeli, katera od 13 finalistk bo zastopala Slovenijo na izboru za Miss Earth 2020. Morda bo to prav Karin. Zmagovalka bi sicer morala biti znana že junija, a je epidemija COVID-19 to preprečila. Odločila sem se za Miss Earth zato, ker sem že od malih nog zelo rada se ukvarjala z manekenstvom in v bistvu sem si zmeraj želela biti v teh vodah, tako da mi je bilo to velika priložnost in sem zelo vesela, da sem se uvrstila v finale tekmovanja Miss Earth Slovenija 2020. Do zdaj so se tekmovalke spopadle s številnimi izzivi, ki jih je Karin opravila z odliko. Da je prišla do te točke, pa je bilo potrebno veliko odrekanj. Sem študentka prvega letnika kemijske tehnologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Moram priznati, da je bilo malo več stresa, saj sem imela izpitno obdobje in potem še zraven sem se mogla ukvarjati še z drugimi stvarmi in to je za Miss Earth. Vendar jaz tako pravim, da če imaš neko željo in si to želiš, se vse da. Tako da sem se potrudila in sem zelo vesela, da imam veliko podporo tudi družine. Če kaj, se lahko dolenjska prestolnica pohvali s številnimi zelenimi površinami, kar gre z roko v roki s poslanstvom izbora za Miss Earth. Jaz sem zelo vesela, da snemam ob naši čudoviti reki Krki, ki da dodatno vrednost in lepoto našemu novemu mestu. Menim, da moramo zelo dobro skrbeti za naše okolje, saj tudi temelj Miss Earth je čistoča okolja in tudi sama sem zagovornica tega, tako da skrbim za čisto okolje. Tudi sicer si 182 cm visoka Novomeščanka želi nadaljevati svojo pot v manekenstvu. Na poti do uresničitve njene velike želje pa lahko Karin pomaga vsak od nas. Glasovanje bo tudi potekalo od 1. septembra naprej, tako da si tudi želim čim večjo podporo. Bo potekalo na Facebooku in v bistvu vsak like šteje. Mladi Novomeščanki želimo veliko uspeha, vi pa ne zamudite pogovor z ministrom Zdravkom Počivalškom nocoj ob 8. Hvala za pozornost in prijeten zadnji avgustovski konec tedna.